Verjetno ste že videli intervju Tuckerja Carlsona za New York Times, kjer je bil popolnoma razkrit in ujet pri očitnem laganju. Posnetki so postali popolna senzacija. In seveda Tucker v svojem klasičnem slogu objavi posnetek, kot da je on tisti, ki je obrnil situacijo v svoj prid proti novinarju New York Timesa, misleč, da se bo izmazal, potem ko smo vsi videli, kaj se je v resnici zgodilo. In to me izjemno zabava. Poleg tega, da je poskušal napasti Mika Huckabee, kar ga je resnično razkrilo kot popolnega poraženca, kakršen je. Mislim, da je ta komični posnetek, ki ga je pripravil Ami Kosak, verjetno eden najboljših načinov za povzetek tega popolnega in popolnoma zgrešenega intervjuja. O vašem odnosu s predsednikom in kakšno je trenutno stanje? Kdaj ste bili nazadnje v ovalni pisarni? Bilo je pred nekaj meseci. Šel sem v ovalno pisarno. Pravzaprav sem šel večkrat. Res velik, res velik. In kaj ste videli, ko ste bili tam? Veste, vsi to vedo, ampak bom to samo potrdil. Recimo, Bibi je bil tam pred mano in verjetno je imel pištolo pri Trumpovi glavi. Resno? Kot prava pištola, kot nabito orožje. Pravite, da je Benjamin Netanjahu imel pištolo pri njegovi glavi. In imel je Donalda Trumpa v davljenju. In vem, da je imel Donald Trump izkušnje z rokoborbo, bil je nekoč vpleten v WWE, ampak očitno to sploh ni bilo pomembno. On je tako dober. On je res dober. In Bibi mu je držal pištolo na glavi in rekel, gremo v Iran. To bomo naredili. In Trump je bil kot Ne. In to ste videli na lastne oči. Mislim, ljudje iz washingtonskih političnih krogov to vedo. Oni to vedo. Počakaj, torej se je to zgodilo ali ne? Mislim, nisem bil v sobi, ampak predstavljam si, da se je nekaj takega dogajalo. Mislim, ne greš večkrat v Washington, ne da bi poskušal vplivati na predsednika zaradi svojega programa. Torej, to je povzetek, kakšen je bil občutek med intervjujem in mislim, da je kar natančen. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Iraka, vaša gostiteljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino in navijati za ta gumb. Da podprete ta video, seveda, pojdite preveriti Amija Kozaka, ki opravlja odlično delo. Je resnično zabaven, posnema jih in res izpostavi bistvo tega, kar se v resnici dogaja. Zdaj v tem intervjuju, kot smo morda omenili, se loti Mika Huckabeeja. Za tiste, ki ga ne poznate, je ameriški veleposlanik v Izraelu. In Mike pozna Tuckerja že celo življenje in se je na to nedavno odzval. Morda bomo to pregledali čez trenutek, ampak zabavajmo se še malo, ker res uživam ob gledanju Amija. Ampak ti končaš. Oprosti, zmeden sem. V redu, kakšna je vaša ocena predsednika Trumpa trenutno? No, poskušal sem komunicirati s predsednikom. Šel sem ven v gozd in sem kričal in kričal. ne storite. Ne vem, če je bilo to učinkovito. Ne vem, če je slišal. Ne vem, če me je lahko slišal. Ampak zagotovo sem poskušal to narediti. Mislim, da je mogoče, da je Donald Trump čarovnik. Kaj? Res verjamem v to. Res. Kaj mislite s tem? No, zadnjič, ko sem bil v ovalni pisarni, sem vstopil in na neki točki me je pogledal šef kabineta in sam Donald Trump me je pogledal. Rekel je, ne boš šel mimo. In pomislil sem, to ni naš predsednik. To je Gandalf. Gandalf beli in ni ničesar. To je tako dober, ker ko to vidiš na tak način, nenadoma začneš spoznavati, o moj bog, vse, kar ta človek govori, je samo nesmisel. Ampak nekako mu uspe, da zveni prepričljivo. A je to samo nesmisel? Ni nič narobe s tem, da si bel, mimogrede. To povem kot belc, kot moški, kot kristjan. Ampak Trump je morda čarovnik in tako te prav razumem. Torej, kar praviš je, da dobesedno verjameš, da je predsednik Donald Trump morda Gandalf iz Gospodarja prstanov. Ne vem. Ampak mislim, da bi morali imeti možnost postavljati ta vprašanja. V redu, pojdimo naprej. Kakšen je tvoj trenutni odnos s Turning Point USA? No, vedno sem imel rad tip USA. Všeč mi je bila organizacija, večkrat sem bil glavni govorec. Letos me niso povabili, da bi sodeloval. In tako pač je. Sem pa vedno sodeloval na njihovih dogodkih. Mimogrede, nikoli nisem ničesar zaračunal. Vedno sem to delal brezplačno. In vedno so mi veliko plačali. Res veliko, res veliko. Tako da ja. In ali misliš, da je tip USA kot organizacija v zatonu? Nikoli nisem zaračunala, vedno to naredim za ston, ampak so mi veliko plačali, zelo veliko, klasično, točno tako kot laže, samo laže in laže in laže in laže. O, Emi, tokrat si se res izkazala. Nimam pojma, ampak ja. Imam samo vprašanja, legitimna vprašanja. In v trenutku, ko postaviš vprašanja, socialist, komunist, antisemit, ne, imam samo resnično vprašanja. Naprimer, kaj se je zgodilo s Charliem Kirkom? Bi moral biti kapital obdavčen po polovični stopni v primerjavi z delom? Kakšno je srednje ime očeta Bibi Netanjahuja? Ali če vas demon posili brez zaščite, ali bi se morali testirati na SDD-je? Ker Srbi. V redu, povej mi več o G.D. Vansu. Kdo je G.D. Vance? G.D. Vance, podpredsednik? Jaz, G.D.
Če te demon posili, se boš morda moral preveriti za preostanek mene, ker boš vedel. Briljantno, briljantno, briljantno. Kaj ne rečem? J in D sta črki. Mislim, to so črke. J in D. Mislim, J, ljudje bodo rekli, o, nacist, J. Ampak to so zame samo črke. To so zame samo črke abecede. Praviš, da ne veš, kdo je J.D. Vance. Resnično ne vem, kdo je to. Teh besed pravzaprav še nikoli nisem izrekel. Nikoli nisem izgovoril teh besed. In nikoli nisem Taker, gledal sem te leta, prav že davno, v času kabelske televizije, ko si imel oddajo, na kateri oddaji? Tvoja televizijska oddaja. Jaz nikoli nisem imel oddaje, res nikoli. Imel si eno izmed najbolj gledanih televizijskih novičarskih oddaj. Resnično, še nikoli nisem izgovoril besed na televiziji. To je to. Tako dobro je. To so popolne laži. Vemo, da poznaš J.D. Vancea. Vsi vedo, da poznaš J.D. Vancea. Vemo, da si imel televizijsko oddajo. Vsi to vedo. Ampak on bo samo sedel tam in rekel, ne vem, o čem govoriš. Ne, nisem. Nikoli ne bi izrekel teh besed. Nikoli še nisem slišal za to. Ne? In točno tako je deloval intervju za New York Times. Ne, kaj pa delaš? In neverjetno je, skoraj mojstrovina je, da lahko pogledaš v kamero ali v oči med intervjujem in lažeš o stvarih, ker se ne ujemajo s tvojim načrtom ali s tem, kako želiš biti predstavljen. Točno to on počne. In ljudje tega ne razumejo. Tega ne razumejo, ker se nam zdi skoraj samoumevno, da če si moralna oseba, potem ne lažeš. In včasih moraš povedati majhno laž, ampak zagotovo ne narediš zelo, zelo očitne laži. In imamo tudi to čudno povezavo, da so novinarji moralni ljudje. Če si tam zunaj in imaš podcast, ter poskušaš narediti nekaj dobrega za svet. In zato ni mogoče, da bi ti res popolnoma brez slabe vesti lagal zaradi gledanosti, kaj ne? Ampak to ljudje ne razumejo. Na enak način so nekateri ljudje pripravljeni biti neverjetno pokvarjeni, samo da zaslužijo denar. In kot družba smo to sprejeli. Če želiš biti bogat, obstaja možnost, da boš sodeloval z ljudmi, ki jim je popolnoma vseeno, če te prevarajo, ti lažejo v obraz, samo zato, da bodo oni še več pridobili. Enako je z medijskimi osebnostmi. Mnogim izmed njih ni težko lagati, ti naravnost v obraz, če jim to prinese večjo gledanost. In spet je težko to dojeti, ker si misliš, gledala sem Takerja Carlsona leta in vedno me je branil, vedno je bil na moji strani, ali pa recimo Meghan Kelly. In nenadoma, ko igra poštenosti ne deluje več, pride na plano igra laži. In ljudje tega težko prepoznajo, zato je komedija, kot je ta, tako pomembna. Ljudje pridejo ven in pokažejo točno, kako izgleda, ko te ljudje počnejo to, za kar so bili izurjeni, da zvišajo gledanost. Ne biti tvoj rabin, ne biti tvoj imam, ne biti tvoj pridigar, ne dejansko braniti družbe, kot trdijo, da počnejo, ampak da te prepričajo, da to so, zato da dejansko napačno presodiš samega sebe. To je v bistvu gaslighting na najbolj skrajni ravni. Kot kdajkoli prej, kolikor se spomnim. Govorim o letih, ko si bil na Foxu. Kaj misliš, s Fox kot žival? Ne, Fox News. Oprosti, poznam samo Foxa, žival. Mislim, da v resnici sploh ne vem, kako to zveni. Kaj pravi lisica? Taker, ti? Taker, si v redu? Nikoli nisem bil na televiziji. Ne vem, kaj je to. Kje smo? Kdo si ti? Kdo sem jaz? Kaj je to? Kaj je to? To so vprašanja. Imam vprašanja. Kdo sem jaz? Ne vem. Kje smo? Morali bi narediti odmor. Živjo. Jaz sem Jean Valjean. Kaj je to? Zakaj si v smoker, dragi? Kaj je to? Ja, tukaj je. Kako so halucinacije? Pojdi stran od tukaj, taki. Ti ljudje so vsi krščanski cionisti. Bil si tukaj, pacient te ustanovi. V spanju me je spolno zlorabil demon. Sanje, ki jih imaš vsako noč. Bile so praske od krempljev. So bile. In odkril si zaroto, tako da lahko vse, kar ti povemo o tem, kdo si, kaj si naredil, zavrneš kot laži. V redu, Sean, poredneš. Sem prijatelj z J.D. Vancem, slišal sem. To fantazijo že 2 leti. Zdaj poznam vsako podrobnost. To mi je všeč. Ti si najbolj nevaren pacient, kar jih imamo. Tvoj zločin je grozen, tak, ki si ga ne moreš odpustiti, zato si izmislil drugo osebnost. Popolnoma se strinjam, razumeš? Za tiste, ki tega ne razumejo, to je referenca na film Shutter Island. Čudovit film. Še enkrat vas želim spomniti. Ta tip je prišel na ta intervju in lagal kot pes. Ti si začel, Nisem opazil tega. govoril je o svojem poreklu in o tem, kje je odraščal. To je drugačna vrsta intervjuja kot tista, ko gledam veleposlanika Huckabee. Huckabee poznam že več kot 30 let. Javna osebnost je že več kot 30 let. Ampak ena je bila tožilska, gradili ste primer, druga je bila prijazna. Mislim, precej odločno ste se borili
z vprašanjem če. Če bi se strinjal z vsem, kar je povedal Fuentes, bi to preprosto povedal. Bi to preprosto povedal. Ni potrebe, da bi kdo ugibal o mojih motivih, če jih jasno povem. Mislim, da govorim resnico. Vem, ampak kot si priznala. Ostanem, da povem svoje motive. Včasih uporabljaš vprašanja kot obliko. Če lahko samo povem svoje motive, mi lahko verjameš ali pa ne. To sem storil že večkrat, ampak bom še enkrat. In rekel bom, še nikoli nisem slišal za Fuentesa. Prvič sem slišal zanj, ker je napadal mene in mojo družino, kar me je razjezilo. Res sem nasedel na vabo. In potem sem si mislil, no, ta tip, za katerega ves čas slišim, da je zelo vpliven, povabimo ga, da slišimo, kaj ima zapovedati. To je laž. Vsi so že slišali za Nika Fuentesa, še posebej ljudje v tem gibanju. Ampak to ni video o Niku Fuentesu ali o Majku Hakabiju, ki je, kot sem že rekla, to branil. Resnično sem začel čutiti iskreno žalost za Tuckerja Carlsona. On je zagotovo. Mimogrede, tako se odzove oseba, ki ima prave vrednote in moralo, na nekoga, kot je Tucker Carlson, da reče, da se mu smili in da mu je žal za vse, kar se dogaja. Gre proti dnu. Na nek način je neuravnovešen. In tega ne pravim posmehljivo. In tega ne pravim, da bi bil kritičen. To pravim, ker me skrbi za osebo, ki kaže znake izgube racionalnega razmišljanja in občutka za perspektivo, ter ni sposobna ločiti resnice od laži. In celo izjavlja stvari, kot so: nikoli nisem tega rekel, čeprav je to jasno posneto na videu, kjer se vidi njegov obraz in njegove ustnice, kako to izgovarjajo. Torej, nisem jezen nanj, ne sovražim ga. Poznam ga že več kot 30 let, vendar sem resnično zaskrbljen zanj. Tako izgleda, ko ima nekdo moralno jasnost, ko je pripravljen reči: ja, v redu, napadel me je. In res ga je precej grdo napadel v intervjuju za New York Times in lahko si to ogledate, ampak reči, da je tukaj nekaj narobe. Mislim, da je bistvo tega videa, da ljudje spoznajo, tudi če je tukaj nekaj narobe, tudi če obstaja 1000 izgovorov. Joj, ali morajo ljudje res začeti videti, kaj se v resnici dogaja, da Tucker Carlsonu pod nobenim pogojem ni mogoče zaupati. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.